večer vsem, ki si upate sanjati in verjamete, da se tudi najbolj skrite želje lahko uresničijo. Dobrodošli v 4. sezoni oddaje Dan najlepših sanj. Hvala lepa za tale aplavz in ne boste verjeli, to bo že 41. oddaja, v kateri presenečamo in osrečujemo in v kateri smo v 3 sezonah izpolnili že okrog 150 želja. Koliko točno pa niti sami ne vemo, tudi zato, ker jih sem pa tja izpolnimo tudi min grede. Dobro večer, gospa. Vi ste? Mateja. Pa bi si želeli mogoče kako rožco? Lahko. Bi. Evo, zvolite, lete. Rožca za vas. No. Pa smo začeli tako, kot se zagre. V bistvu smo letošnjo sezono začeli že poleti, ko smo se čisto v našem slogu, ko strela z jasnega naslikali nekomu pred vrati, se sami povabili naprej in se znašli v eni neobičajni otroški sobi. Zdaj, neobičajni vsaj zame, ker moja je bila vedno dokaj razmetana in tudi polna posterjev iz Bravota, Pet Shop Boys, Vanilla Ice in Samantha Fox so bili na stenah. No, ta soba, v kateri pa sem se znašel poleti, pa je bila pospravljena in predvsem čarovniška. Fant, kateremu smo izpolnili željo, namreč najraje na svetu čara, in ker sem tudi sam izjemen čarovnik, se je vsa stvar zavrtela nekako takole. Dobrodošli v svetu magije. Dobre, tale trik mi ni glih najbolj uspel, ampak poznam pa fanta, ki obvlada magijo veliko boljš kot jaz in zdaj ga moram prepričati, da pride čara tudi k nam v oddajo. Ker gremo ga presenetiti. Tole pa ne bo lih ta prava država. Tukaj je dober. Ampak nismo še tam. Gremo naprej. Evo, točno tu sem hotel pristati. Do hiše grem pa kar peš. Dobar dan. Živijo. A stopiš malo ven? Ja. Živijo. Živijo. A ste Erik? Ja. Koga ste čakali, da zdaj prijeh tep na obisk? Enega prijatelja. Prijatelj Jani, ja? Ja. Že Jani se je začaral zgubil in prišel sem jaz, ker imam eno vprašanje za tebe. Jaz sem slišal, da si ti en tak mali čarodej. Ja. Je res? Pa imaš ti v sobi kar nekaj teh čarovniških stvari, a je res? Ja. Pa mi je lašno to pogledati? Ja. Lahko? Ja. Lej, kar šel je. Gremo mi v sobo to preveriti. Evo, tukaj je moja soba. Polno enih čarovniških stvari vidim. Ja. Aha, vidim Magic Erik, tako je škatla. Ja, tukaj noter imam stvari za čarati. Bravo. Tukaj imam eno knjigo še. Čarovniški triki. Tukaj spodaj imam Ja. še en kovček, ki imam noter že pripravljene stvari za eno predstavo. Kaj pa tukaj? Ko sem Tukaj prišel... imam balone. Si imel v roki to, ne? Ja, to Tole si sem delal. predelal. Ja, to je. To je v bistvu kar en pes, ki pleza gor na rožo. Pes, ki pleza na rožo, dober, ja. Tukaj imam pol še balone pa ene knjige za origami. Se pravi, si tak interdisciplinaren tudi, se pravi, tudi baloni, tudi Ja, čaranje. tukaj imam stvari še za žonglirati pa to. Ej, to sem slišal, da si enkrat, če lahko tukaj gor, kaj je tole, če mi lahko razložiš? Zakaj je tale luč tele malo zlomljena? Ja, imel sem diabolo, pač to je taka zadeva, ki se na vrvice gor vrti. In pa sem jaz to vrgel in je priletel tukaj noter v luč in se je po nesreči razbila. Pri treningu žongliranja se je Ja. to zgodilo, se pravi, tudi to delaš? Ja, mislim, mi je kar vse sem jaz zdaj preverila, torej, da ti dejansko se ukvarjaš s čarovništvom. Kako je pa kaj s triki pa to? Imaš kakšne nove trike, kako je s tem? Ja, imam dosti stvari, dosti tudi kupujem, čeprav so ful drage stvari. Tako. Se pravi, bi si želel mogoče kak nov trik? Ja. Kak trik, s katerim bi res lahko navdušil občinstvo? Ja. Nekaj tazga velikega? Ja. Bi bilo dobro, če bi nekaj tazga naredil. Ja. Zato, ker zdaj, ko sem jaz preveril dejansko, da ti si ta Magic Erik, ki smo ga iskali, ti moram povedati, da imam že danes zate eno presenečenje. In sicer sem ti prinesel eno darilo.
Pa če si zabi, ti so darilo kar dal. Okay. Lahko? Ja. No, čakaj malo. Si že predstavljaš, kaj to je? Niti malo. Ne, niti malo. Tole je. Tole. Hvala. A bo dobro? Ja. Smo zadeli? Ja. Je to nekaj ta, za kar si želel? Ja. No, in zdaj, jaz bi te rad povabil nam v oddajo, da prideš in da ti izvedeš tale trik, jaz bi ti pa pri njemu asistiral. Ok, hvala. Ja. Bo šlo? Ja. Boš prišel v oddajo? Ja. Super, posla zmenjena še roka, takole, evo, jaz ti bom tole kar pustil. Za nekaj časa ti seveda damo, da boš ta trik natreniral, ker ta stvar pa v studiu mora izgledati tako, kot jo zna narediti samo Magic Hand. V redu? Ja. Evo, ti tole kar pustim. Hvala. Pa se vidimo v studiu. Srečno, daj še eno petko. A ste vi videli to veselje na njegovem obrazu? No, niste pa videli darila, ki ga je dobil. Gre za zelo zanimiv in zaželen rekvizit, s katerim bo Erik končno lahko izvedel trik, o katerem sanja že vse od otroštva. Mislim, zelo ranega otroštva, ne? Izvedbo trika je vadil vse do danes, nocoj je namreč čas za veliko čarovniško točko. Erik je že na trnih in zaenkrat še na naši tribuni, poleg mame in očeta, pa bi ga v tem trenutku kar povabil, da sede k meni. Erik, pridi. Ja, izvoli. Kako se počutiš? Dobar. Pripravljen na veliki čarovniški spektakel? Sem. Odlično, jaz tudi, ko mi čakam, da izvedeva to točko, ampak do tja še prideva. Še prej pa bi se rad pogovoril s tabo seveda o tem, kako si ti sploh začel čarati. Rad bi seveda, da tudi ljudje začutijo, kakšna je ta tvoja želja potem, da čaraš in to veselje do nastopanja. In seveda bova začela kar na začetku, ampak še prej me zanima to, zdaj šola se začenja, počitnice konec, ampak ti počitnic ne boš pogrešal zaradi morja in zaradi te neobremenjenosti, zaradi denarja. Zakaj boš pogrešal počitnice? Ker ne bomo toliko časa, da bi lahko čaral. Ja, ker jaz sem slišal, da je tvoj dan zgledal tako, da si zjutraj vstal med počitnicami, pa si malo čaral, pa si šel jesti ali pa si kar začaral, da si bil sit, pa si šel spet malo čarat, pa si malo bral o čaranju, pa si pa spet malo čaral, a ne? Ja. Kaj pa zvečer, pa si bil pa fraj? Ja, ne, pa sem pa ponavadi gledam kakšne posnetke od kakšnih čarovnikov ali pa kakšne trgovine, kakšne rekvizite. Se pravi, spet čaranje. Ja. Dobro. Na morju si bil? Ja. Kopal si se, upam, da. Ja, bolj malo. Bolj malo. Zakaj bolj malo? Ker sem večinoma čaral. Ti si čaral. Evo, bravo, ja, hvala lepa. Očitno smo našli pravega kandidata, da mu izpolnimo željo, a ne s takim trudom, kot ga ti vlagaš v svoj hobi, jaz verjamem, da ti bo uspelo. Ampak dajva res začeti na začetku. Torej, nad čarovniškimi triki si se navdušil, čeprav vem, pri 6 letih, Ja. ko si dobil za rojstni dan darilo, ne, s temi čarovniškimi osnovnimi triki, ampak baje so te ti otroški enostavni triki kar hitro začeli dolgočasiti in si to čaranje rahlo opustil, vse do 2. razreda osnovne šole, ko pa se je tvoje življenje kar konkretno spremenilo. Kaj se je zgodilo takrat? Ja, takrat smo bili v bolnici, ker sem jaz dobil sladkorno bolezen. Aha. In v čakalnici je bil pa še en fant, 2 let, mislim, da je bil starejši od mene. In njegov ati je tudi čaral. In pol, ko je izvedel, pač, da sem jaz tudi čaral, pa to mi je pokazal kakšen trik, pa kakšen trik me je tudi naučil. In potem se je tako tvoja pot nadaljevala. Ampak Ja. zelo, na hitro si rekel, ja, takrat sem zbolel, imam sladkorno bolezen. Moram povedati, da imaš sladkorno bolezen tipa 1, ki je prišla zelo nenadoma, ne? Kako si sploh izvedel, da si bolan? Ja, to je bilo enkrat v petek, ko smo glih v glasbeni šoli. Sem takrat še hodil, smo pisali en test. Aha. In pa smo prišli v trgovino in pač moja mama to sumila, že ko sem jaz po noči vstajal, pa hodil lulat, pa ful veliko vode sem pač čez dan popil, pa tako tudi utrujen sem bil. Aha. In pa smo prišli v trgovino in imela moja mama tam pač v eni lekarni eno prijateljico, ki je pač imela te pripomočke, da to lahko pomeraš. In je rekla moja mami, daj, kaj pa če bi za foro pomerali, saj tak ni, sam če bi pomerali. Sam da vidimo, ne? Preventivno. Ja. In pa mi je pomerila in je pokazala 23 in pa je moj ati čez noro. Ker normalno je pa 6, ne? Sam da ja. pojasnim ljudem, 23, to je že kar, ja. Mejna vrednost, ja, izvoli, naprej. In pa je moj ati čez noro, ja, to ste vi tako smotane, vi ne znate to delati, to ne znate, niste prav uporabili. Ja.
In pol je moja mama klicala zdravnika, ampak ponavadi tisti, ki zboli, ki ima visok sladkor, ponavadi leži ali pa nič ne more, tako je ful utrujen. Jaz sem pa takrat skakal. In pol je moja mama klicala zdravnika in ko mu je zdravnik povedala, on sploh najprej ni verjel in je rekel, da naj pride pokazati, da itak verjetno ni. In ko smo tam pomerali, sem ga mu tudi 24, pa sem pa pač mogel iti v Ljubljano. In tako je bilo to, ta uvodna zgodba. Zdaj, zelo hitro je napredovala, bolezen pri tebi, v 6 mesecih se je stanje tako poslabšalo, da si dobil inzulinsko črpalko, s katero si meriš glukozo in daješ inzulin. Tukaj le imamo v zadnji že zdaj zaskrbljeno gleda, ko se spominja tega. Torej, Sergeja, če vas vprašam, vi ste bili takrat kar zaprepadeni, ko ste zvedeli, da ima Erik maja 2011 z Erikom pristala na pediatriji, se zame itak podaril sveta. Itak otrok, ko ti pomeni vse na svetu, kar naenkrat v posli. In potem najhujša je bilo pa še to, ko sem jaz res jokala 2 dni. Kumi sem se sestavila in prav Erik, mami, zakaj jokaš, a se pa zato umre? Prav Erik, ne, sam to imaš celo življenje, pa prav mami, ne jokaj, skupaj bova zmogla. Tako da že takrat sem jaz vedela, da je on pravi borc in da... In je bil pravzaprav on vaša opora, ne? To je moja opora. Torej, že od začetka si rekel, gremo nasproti tej bolezni, ona nas pa že ne bo tukaj matrala skozi življenje in zelo pogumno si se soočil s tem in zelo hitro si moral odrasti, jasno, ne, zaradi tega, kar se ti je zgodilo in si postal zelo odgovoren za svoje leta, celo tako, da tudi sam nisem mogel verjeti in o tem priča tudi en grafit, ki sem ga videl v tvoji sobi, na steni tvoje sobe. Life is short, live it. To si ti napisal, torej življenje je kratko, živi ga, uživaj ga. Zelo hitro si torej spoznal, da je treba izkoristiti vsak trenutek svojega življenja zato, da se imaš v redu in zato, da napreduješ. Ampak, dobro, rekla sva, da je seveda sladkorna bolezen ena ovira v življenju, ki jo ti zelo uspešno premaguješ, ampak te je pa dejansko pripeljala do tega, da si spoznal, kaj imaš zares rad in to je magija. Potem si se spet po bolnici začel ukvarjati s čarovništvom, ampak začel si seveda, ker si prerastel tiste osnovne trike, delati tudi bolj zahtevne trike in tudi bolj nevarne trike. Zdaj me pa zanima, če mi lahko opišeš, kak je bil tvoj najbolj nevaren trik, ki si ga izvedel? Ja, moja mama in pati sta imela v spalnici tako v bistvu komplet komaro, pa za televizijo. Sta imela, to je že dober vod, ja? Ja. In sta imela tudi tako leseno vitrino. In noter so bile knjige, pa kasete, pa DVD-ji, pač tako dosti stvari bilo noter, čist polhna omara, pa tako je bila lesena kukar škatla, pa steklena vratca. Steklena fronta, dobro. Ja, in pa sem jaz gledal enega čarovnika na YouTubeu, ki je delal, ki ima tudi tako škatlo, pa podoben je zgledal, pa je dal svojo asistentko noter, pa jo pokril in ona je zginila. In pa sem jaz gledal tisto škatlo in je bila tako zelo vabljiva in sem jaz začel, da bom jaz to probal. Brez asistentke, ne? Ja, sem sam hotel vse. Dobre. In sem šel noter v škatlo, pa da bi šel pol na drugi strani ven, ampak mi to... Vmes bi se še sam pokril. Ja. Mi to ni glih uspel, ker sem jaz hotel priti noter, je bila tako malo premajhna omara. In je, ker sem lez noter, je stekel počel in so se mi zapičile gune deli v hrbet. In pa sem začel upiti, pa Atija klicati, da je prišel in da mi pojem tisti hrbta ven pulil. Sreča je bil Ati doma takrat. Bravo, Ati. Bravo, Ati. Dejansko sta starša kar veliko okrog tebe in ti pomagata tudi pri tem, kar počneš. In sta dejansko tudi tvoja testna publika. To sem hotel vprašati, kako je pa z rekviziti? O tem sva se malo že pogovarjala, ampak ko si začel čarati, si potreboval seveda rekvizite, gledal si na YouTubeu, kaj delajo ostali. Kako si se znašel? Ja, mamic sem pobiral v bistvu v kuhinji, imela pa po spalnici, sem malo pogledal po omarah, pa po dnevni in sem vzel razne deke, pa šale, pa da sem mu začarati, pa kuhovnice, pa zajemalke, pa vse, kar se je dalo uporabljati. Dobar. In pol? Ja, in pol je enkrat, pač dostikrat se je to zgodilo, ampak zdaj se ne več, da je kuhala. Pol je začela najprej Agatija spraševati, kam mi dal zajemalko, da spet nič za njemu ne najde. Bogi, Ati, pa tukaj pa jasno. In pol, ko je prišla mene v sobo vprašati, če sem jaz kit videl, sem v po cel sobi to razstavljal in ko sem čaral. Bravo. Vsaj zlomu nisi, a ne? Vsaj uporabljala je lahko. Ampak mora biti kar zanimivo, gospa Sergeja, tako da doma z mladim čarovnikom. Ja, včasih je zelo zanimivo pa pestro. Res so začele zgnjevati stvari.
Tako je pri čarovnikih. Sem pa res prva, ki vidim trike, imam pa to prednost. Čeprav včasih res naporno, da ti 24 ur na dan, mam jo je to, pa mam jo je to, ampak sem pa res ponosna, no. Dobar. Pa zdaj se že najbolj zelo spoznate na tako, ja, vse, ja. Že veste, kaj je dober in kaj ne. Dobar, vem, da se za nastope pripravljaš sam, da sodeluješ tudi s klonom in animatorsko skupino, predvsem pa se uriš tudi prek teh YouTube posnetkov. Koga pa od slovenskih čarovnikov, kaj občuduješ? Ja, najbolj všeč mi je ta Magic Vladimir, ker ima pač izvaja zelo zanimive trike, pa na zelo na zanimiv način jih tako prezentira, pa zraven tudi govori tako, da pove kakšno zgodbo ali pa tudi pošal se. Spravi, je duhovit in tak, kot čarovnik mora biti. Ne se z govorom, čarovniki zelo veliko krat tudi malo pozornost preusmerijo na drugo stran in potem trik izvedejo čist nekje drugje. Drugače pa ima Vladimir v Mariboru tudi svoj klub, ne? Če jaz prav vem, veš kaj o tem? Ja, Magic Studio Maribor, pa on je tudi pač sodeloval že dostikrat na tem v Magiborju, ki je v bistvu kar kongres čarovnikov. Pa tukaj v Mariborju ima tudi za otroke, mlajše pa čisto začetnike take tečaje, mislim, da 2-krat na let. Pa tu starejši čarovniki se tam zbirajo in potem, ne? Si kažejo trike. Pa pridejo kakšni na predavanje, pa se pač družijo. Ja, vidim mamo vzad, da kima, mama ve. Veste vi kaj o tem? Ja, glih zadnjič, ko smo se peljali z avto, pa prav Erik, a veš, mami, tu če cel leč šparam, ampak jaz bom prišel do Maribora, tu če se svit podre. Bom našparal toliko prav. Se pravi, tudi to bi se želel, da bi enkrat srečal v Magic Vladimirja in potem mu pokazal, kak svoj trik, pa bi ga skupaj razvila. In mogoče nocoj je glih tvoja priložnost, da te Magic Vladimir opazi, ker danes boš tukaj le premierno izvedel ne enega, ampak kar 2 trika. Si pripravljen? Sem pripravljen. Seveda moraš biti za to šik, ne rečem, da zdaj nisi, že zdaj si super šik, ampak moraš biti čarovniško šik, tako da če si pripravljen, bi te jaz kar povabil, da se v tem trenutku odpraviš v zaodrje, se oblečeš v pravega čarovnika in nas prideš nazaj osuplit. Evo, Erik se torej zdaj pripravlja na svoj magični spektakel, ampak v bistvu pa ne ve, da glavno presenečenje zanj šele sledi. Sredi čarovniške točke mu bomo namreč izpolnili še eno željo. Zdaj izvedla bova 2 trika, enega s pomočjo darila, ki smo mu ga podarili. Pri drugem triku pa bo Erik poskušal začarati dekle, da v omari izgine. Ko bo želel pričarati nazaj, pa se znajo stvari rahlo zavrteti v smer, ki je Erik ne pričakuje. Jaz res upam, da nam ta trik v triku uspe, vse pa bo jasno takoj po glasih. Smo že naprej v prvi oddaji 4. sezone Dan najlepših sanj, kjer bo Erik Hladnik, fant, ki najraje na svetu čara, doživel svoj krstni televizijski nastop. Jaz pa bom njegov asistent in mislim, da sem kar malo bolj živčen kot on, ampak pri takem čarodeju seveda ne more iti nič narobe. Z nami je mladi nadobudni čarovnik Magic Erik. Lega, no. Pa se zgledaš kot pravi čarovnik. Ja, sej sem ta prav čarovnik. Sej si ta prav čarovnik, se strinjam. Čarovnik ima svojega asistenta in čarovnik, ki bo izvedel kar 2 čarovniška trika. Prvega boš lahko izpeljal s pomočjo skrivnega rekvizita, ki smo ti ga podarili, ko smo te obiskali na domu. Drug bo pa tudi spektakularen. Zdaj, če si pripravljen? Sem pripravljen. Si pripravljen, potem pa kar začniva. Dobar je, seveda jaz sem poskrbel za vse, luč se je spremenila, zdaj bi se morala spremeniti tudi glasba. A ja, ne, CD sem pozabil dati v režijo. Ja, pa kaj pa, če imamo kakšen radio, da lahko predvajamo CD? Lega, zato pa si ti šef, jaz sem pa asistent. Seveda imam radio, bravo, lega si se dobro spomnil. Kako se je dobro spomnil. To je moj radio, osebni radio, ki ga imam vedno tukaj, da pol mi na žurkah tle v studiu vrtimo musko. Evo, to je to. A pa imaš kakšno čarovniško glasbo na CD-ju? Čarovniško. Mislim, ja, taka, očarljiva. No, upam, da imaš dober okus. Čarmantna, ja. Če mi samo primaš parco, prosim. Ne, nisem, to je za nalašč. Lej, se je ravna. Dobar je, ker da je musko. Sem ti rekel. O, ne, da spasi... Ne bom tega poslušal. Super komad, pa kaj s tabo? Ne bom tega poslušal. Kaj ne boš tega? Ugasno bom. Ja, to pa ni...
Moj radio pa se ne da... Ne da se ugasiti. To sem ti pozabil povedati, moj radio se ne da ugasiti. Ne gre? Ne gre, ta skozi dela, ne. Ja, ne da. Alo, ne mi tebi, alo. Ja pa vem, dober, pa ne boš me ga zdaj uničil, no. Kaj zdaj? Pokriv bom, da se ne več slišal. Mislim, to, ne vem, če si že kdaj kaj pokrivo, ampak radio, tudi če ga pokriješ, pač ne, ponavad, ne. Še kar igra, ker zvok je valovanje, ki potuje po zraku in to se sliši tudi ven iz. No, dobro je, v redu, tole ga zdaj pokriva, bravo. Mislim, mene res zanima, kaj boš naredil. Ne ga zdaj dvigati v zrak. Mi samo odmakneš mizo, prosim? Ne mi ga zdaj nositi stran, radio, če ni. In radio ni več! Kaj pa to? Očitno nas lahko samo Magic Erik reši, da je spasita, bravo. Tudi meni je šlo malo na živce. Ampak, ja, vem, vidimo, da je darilo res šlo v prave roke, ampak zdaj pa je res čas za vrhunec večera. Magic Erik bo zdaj izvedel enkraten in spektakularen čarovniški trik. Rekli smo, če zna mali poskrbeti, da moj najljubši radio izgine, potem morda lahko tudi v tejle čarovniški omari izgine človek. Lahko. Ti praviš, da lahko? Lahko. Si že kdaj to počel? Ne, to... Ne, ampak si pa prepričan, da znaš to izvesti. Znam, sigurno. Dober, jaz ti bom seveda kot zvesti asistent pri triku pomagal, pa mi samo povej, če še kaj potrebuješ, še kaj drugega. Ja, za ta trik bi rabil asistentko, če bi mi lahko kakšno zrihtal, prosim. Eno asistentko, prostovoljko, zdaj ti bom jaz kot izkušen voditelj ti bom pokazal, kako človek, ki že dolga leta na televiziji dela, zbera asistentko, imamo kako prosto vi. Evo, tako se določi prostovoljko, kar pridite, gospodična, ja. Dober večer. Dobar, ne? Dober način izbiranja. To je Erik, vi ste? Petra. Ste že kdaj izginili v življenju? Večkrat. Pa ne v omari, upam, da? Ne, to pa ne. Dober je. Torej, kaj moramo zdaj midva narediti? Pravzaprav, kaj moram... Najprej pokažemo odprej omaro. Aha, okej. Je prazna. Je prazna. To jaz vedno moram, meni se vedno zdelo, da so pokoti. Spravi, smo vzeli vse stvari ven, nič ni noter, omara je prazna. Dobro? Zapreva omaro. Ja. In jo še enkrat odpreva, tako pompozno. In zdaj? Kar izvolite v omaro. Gospa, jaz vam želim vso srečo. Gospodična pravzaprav. Če bo težko, mište. Mište? Zapreva omaro. Zapreva. In zdaj kaj še potrebujemo? Samo še čarovne besede. No, da izvoli. Hokus pokus, čira čara, abrakadabra, bum. Dobre, počno je. Krik je bil iz občinstva, ni bil od gospodične v omari. Poglejmo to. Omara je prazna! Kaj si ti, ja? No, ampak, to je seveda lažji del zgodbe. Vsak fan dobro ve, da če hočeš, da ženska izgine, pač ne. To se da narediti, no, če si nesramen pa smotan, potem ženska pač gre, ampak dobiti jo nazaj, pričarati nazaj, to je pa zdaj tista najbolj zahtevna stvar. Zdaj kaj? Samo še čarovne besede. Sam si prepričan, da bo prišla nazaj. Sem prepričan. Si že kdaj to delo? Tudi če ne? Ne. Ne, ampak... Pa čak, a morava prav njo pričarati nazaj? Ja, prav njo. Kaj pa če, mislim, bi mogoče kako blondno bolj, da bi, ne? Ne. Ti bi si mogoče, bi si lahko pričaral, kaj bi si Vladimirja najbrž pričaral, ne, da bi prišel ven. Tudi to, ampak ne. Ne? Ne. Dobro, ajde, greva nazaj k originalnemu planu. Se pravi, ti želiš, da dekle prije nazaj. Dajmo pogledati, ampak v magiji je vse mogoče. Dajmo samo preveriti čarobne besede. Izvoli. Hokus pokus, čira čara, abrakadabra, bum. Dobro je. In poglejva, če je nazaj. To je bil še dodatni trik, ki smo ga izvedli. Dragi Erik, da te še enkrat presenetimo in te uresničimo tudi tvoje velike sanje, da bi enkrat spoznal svojega idola Magic Vladimirja, ki je prišel v tejle omari čarobno zdaj do tebe. Ampak to seveda še ni vse. Ja, dragi Erik,
ker vidimo, da si izredno talentiran, izredno nadarjen, čarobni umetnik, smo se odločili, da te povabimo tudi v naš klub Magic Studio Maribor v Mariboru in upam tudi na naš festival Magibor. In ti zato tokrat tudi poklanjamo enoletno članarino v Magic Studio Maribor. Hvala. Hvala. Kaj boš rekel, Erik, je presenečenje uspelo? Ja. Je, a? Vidim, da si kar zadihal, kar malo brez besede, v šok, ampak jaz verjamem, da se boš v Mariboru imel čudovito med svojimi kolegi čarovniki, čarodeji in da boste skupaj delili svoje znanje in napredovali. Seveda pa že lahko takoj zdajle, ko ste že tukaj z Vladimirjem v backstageu, rečete kako čarovniško in zdebatirata, kako bosta, morda kako skupno točko naštudirati. Bomo. To je, bravo. Hvala ti, Pero. Bomo, z veseljem. Hvala vama, obema, srečno, se vidimo. O ja. Tako. Magična omara se poslavlja. Fajn je bilo tole. Res je dobro, ko lahko uživaš v svojem poklicu. Jaz uživam v svojem, tudi Erik in tudi Vladimir seveda uživata v svojem, ampak pravim tudi na splošno, ker zagotovo veste, kako dobro občutek je, ko se v svojem poklicu res najdeš, še posebej, če to tvoje delo preraste iz hobija.